Ljudje in ljudje, poslušate 177. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, Obot, od koraka po brvi, onda desno. Smo, tako kot skoraj vedno, Mito Gegič, Servus, Igor Harp Yo. in moja malenkost Aljoša Harlamo. Tokrat z nami znova prevajalec, publicist, avtor, špilmojster in špilolog Sergej Hvala Sneti. Že. Kako si? V redu. V redu. Okay. Ne bom, zakaj skušam ponavljati, če ne znam? Današnja epizoda je posvečena apostolovskim igram. Torej, to je naša prva epizoda, ki jo bomo skoraj celoti posvetili igram. Kaj ti povezane seveda tudi s knjigo, tako da to je prva epizoda, ki je tudi o eni knjigi. Mislim, da še tega tudi nismo imeli. Prav o eni dotični. Ja. Mislim, da smo imeli za filmom, verjetno. Ja, ta serijo. Ja. Tako da zdaj tako oramo ledino. Ali pa več knjigah. Na stara leta. Tako, na stara leta oramo ledino. 177. Ja, Prvič knjiga in igrica. Odlično. Ja. Skratka, posvečena je torej apostolovskim igram in knjigi z zagonetnim naslovom Odčepnik in tri glava opica, zlata doba računalniških pustolovščin, ki jo je seveda uredil in večinoma tudi napisal, dajmo priznati, naš današnji gost. Išla pa je pri založbi Jazbina, ki, če ne poznate, izdaja tudi revijo Jazbina, edino revijo, ki je posvečena špilom. Tako da zdaj ravno potekajo naročila za nov letnik, dajte se naročati. Kadarkoli se lahko naroči nov letnik, samo povem. Prav zdaj, če se naročijo, dobijo lahko že celega svežga od začetka. Seveda, kakor. Ja. Dajte se zdaj naročati. Skratka, kartice ven, potegnite. Včeraj. Če omenjenih špilov niste preigrali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njih govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, najbrž s kakšnimi kvarniki. No. Zato si jih morda najprej preigrajte, preden poslušate dalje. Če pa ste špile že odigrali, ker ste rojeni še v prejšnjem stoletju, ali pa jih niti ne nameravate odšpilati, vas pa zanima, kaj bomo o tem povedali mi, pa zaženite računalnik in si pripravite diskete, ter se podajte z nami na čudovito apostolovščino. Maestro, ena pikslasta. Kratka, danes govorimo o eni zelo zanimivi knjigi, zelo zanimivim naslovom, Odčepnik in tri glava opica. Bomo pojasnili, zakaj je naslov tak, ali pustimo unim, da preberejo, ker ne vejo. Ali misliš, da vsi vejo? Mislim, rekel si, da bomo kvarili, ne? Tako torej, Mladino. Kako? Mladino. To vedno. Jo, ko bi s temi igrami pokvarili, cele ulice ne pokvarjene hodijo okoli, to je najboljše. Je zagoneten naslov, tako kot so avanture zagonetne, oziroma polne zagonetk. Odčepnik je, sicer po SSKJ je stvar, s katero odmašiš flašo ali odpreš steklenico, ampak ne, dostakrat se uporablja kot orodje za odmaševanje WC-ja in pač stara fora, no. Čakaj, tistemu ne rečemo odčepnik? To je to, ne? Po SSKJ ne, ampak mi smo vedno rekli odčepnik. Okay. Ja. A vi ne? Mi smo vedno rekli odčepnik. Odmaševalec. Ja, ti smo se reči odmaševalnik, ampak odčepnik praviloma je pa po SSKJ, po Franu, je za steklenice odpirati. Torej odpirač. Ja, ampak je odčepnik. Aha. Ja. Look it up. Druga beseda pač za odpirač. Kako? Druga beseda za odpirač. Ja, ampak prva beseda za odpirač. Prva beseda, odpirač je druga beseda za odčepnik. Pač vsi, ki jih poznam, dejansko, vsi ljudje, s katerimi kadarkoli govoril, so odčepnik pojmovali kot stvar za odmaševati WC. Okay. In pač v avanturah je bila pač neumnost, ker nisi vedel, kaj narediti, nekje si najdu odčepnik in si ga uporabil na papigi ali pač na nečem, in je ponovati užgal. Tako da pač to je bila fora. Tri glava opica je pa v Monkey Islandu. In je fora, look behind you, three-headed monkey, in pa on tako, in je res dejansko tri glava opica, ki je pred vasjo ljudožercev. In pa sem to sestavil v
odmeven naslov, ki je enako zagoneten kot veliko težav, problemov in ugank. Ja, všeč mi je, v bistvu si uporabil si ta point and click logiko sestavljanja predmetkov. Okay. Gre skop? Ne, ok, v redu. Kinda works, Kinda not works, but works. Skratka, žanr te knjige je zgodovina iger in kritika iger. Ne nazadnje, jaz mislim, da je vendarle tudi to nekaj, se pravi, kritika teh iger, ki so predstavljene v knjigi. Ustvarjalci so pa torej Sergej Hvala Sneti, ki je si podpisan tudi kot urednik te knjige in kot sem rekel, vsaj, kolikor sem jaz zbral večino tudi posameznih poglavij napisal. Drugače pa zraven tebe še Matici Raj, Martin Klemens, Mirt Komel in Jurij Kristen. Tako je, mislim, dobro polovico, oni pa drugo slabo polovico, ki je boljša seveda. Tudi če je slaba, je boljša. Kako zelo skromno. Ker je dobro urejena, ne? Ja, to ni tako dobro. Izgubi se poanta. Zajema pa nekako obdobje, glavno obdobje je nekako od konca 80-ih do konca 90-ih, ne? So te postolovske igre, tako? Jaz bi mogoče začel vseeno malo s knjigo, zato ker jaz sem prebral knjigo. Nisem špilal nič in tudi, recimo, jaz tega ne poznam, jaz nisem imel računalnika kot mulc, pa tudi malo mlajši sem od tebe, tako da nisem glih odraščal s tem. Ampak tisto, kar mi je bilo recimo zelo zanimivo, je, ker pišeš tako od začetka, recimo, začelo se je z nečim, kar jaz mislim, da bo tudi milenice vse zanimalo, z besedilnimi igrami. Se pravi, s tekstovnimi igrami, ki so celo delovale prek nekih teleprinterjev na začetku, ali kako se je tisti mašini reklo, oziroma tako se je nekako začelo. To me blazno fasciniralo, ampak še potem, ko si imel na računalniku prve igre, so bile tekstovne, se pravi, sestavljene v bistvu romani. Ja. Mislim, na začetku smo z računalniki komunicirali tekstovno. Nobenih point-and click umestnikov ni bilo, nobene miške in tako naprej. Spravi, ti si dobil, recimo Spektruma smo dobili, postavili smo ga na mizo in tam je bil kurzor, ki je utripal. Kot pisci, vemo, kako se človek počuti pri tem, in pač priročnik v roke in si pač pogruntati moral, kaj zdaj hoče od tebe. Seveda load 2 narekovaja press play on tape, to smo se hitro naučili, ampak poanta je v tem, da je bil pač cel računalnik je bil neka obskurna škatla, neprijazna pravzaprav. In zato so bile tudi rane zgodne avanture take, neprijazne, zafrknjene in tekstovne. Se pravi, najprej si v tekstovnem umestniku pognal avanturo, in potem si prišel v umestnik, ki je bil tekstovn. In potem ti je napisal, si pred hišo, okoli tebe je gost, lahko greš levo, desno ali gor ali dol. In pa si napisal gor ali sever, šel na sever in tako. Je bilo lih tako puzlasto kot pravzaprav računalnika. Taki so bili začetki. Ja, teleprinterji so bili tudi, to je bilo že v bistvu pred mojim časom, ampak vseeno sem se poučil in tudi s par ljudmi govoril, ko sem se obadal s tem, tisto je bilo noro, to je v bistvu dejansko si bral listinge, ki ti jih je izpisal tiskalnik in mu potem pošiljal nazaj, in potem si dobil nazaj in si spet, ker ni bilo zaslona, in si spet dobil nazaj izpis na papirju. To je bilo najbolj, to je še zame retro, pravzaprav. Kar eko, moram reči. Zelo, takrat ti dobenega, ki je to zbrigale. Pa so prišli zasloni, ampak seveda ne vse je bilo besedilno, bili so pravzaprav interaktivni romani. Ker to se mi je zdelo zelo zanimivo, da je ta povezava, ki pol ostane sicer na nek, dosti se vleče te povezave, skratka, da je tekst zelo pomemben del teh postolovk, tudi kot uganke in to. Ampak zdelo se mi je tudi fino, ker se tudi samo omeniš to noter, ker to se je povezalo z ljudmi, ki so radi brali, ker danes, jaz pomislim recimo, zakaj jaz ne igram špilov tudi to zaradi tega, ker vzame ful dost cajta, ker neki zahteven špil, moraš ti, je to kar nek cel svet, v katerega se moraš potopiti in jaz recimo nimam zdaj, 2 tednov, ko bi lahko nekaj preigral, ampak bi lahko to, več mesecev preigral, vmes pozabo že vse in ni mi ta fora. Zato jaz večinoma igram stvari, ki so pač, FIFA in podobne stvari, da pač nekaj odšpilaš in je to. In jaz nikoli, recimo, zelo redko bi povezoval videoigre z literaturo. Jaz jih prej povezujem s filmom, pa z kjemerkoli, že kot pa z literaturo. Tu imam jaz eno analogijo, ki sem jo pred parimi dni si tako probal čim bolj jasno zastaviti, ker v bistvu videoigre, predvsem koncu 80-ih pa začetek 90-ih
so se za moje pojme predvsem nanašale na akcijo, na te arkade, na tipkanje, na hitrost, da v bistvu tvoj lik izvaja neko dejanje in tako naprej. Ne? Ampak to so bile vse konzole, ne? Ali pa arkade. In tako arkade, naprej. Bolj kot konzole. Ja. NES je 84, ta moj point. Medtem ko računalniške igre imajo pa glikano drugo logiko, s tipkovnico, z miško, z ekranom, z drugačnim vmesnikom noter, ne, si v bistvu ti igro imel na nekem orodju, ki je v bistvu že bil namenjen za nekaj drugega, za pisanje, za v bistvu programiranje, kakorkoli, za komunikacijo. In v bistvu se tudi drugače obnaša video igra, ne, na ta način. Da jaz bi prej rekel tam računalniška igrica, ne. V bistvu tele point and click so meni bolj cozy, ni akcija, ne. Zato je ta bolj romanski, bolj cozy feeling, ne? Predvsem pri teh point and click igrah. No, vse zame. Tako sem probal si razločiti, zakaj je neki bolj povezano z filmom, z akcijo, z nasiljem, z borbo, kakorkoli, nekaj bolj konzolna prispodoba. Računalniško pa je bilo meni vedno tisto, ne, tu se moraš cedziti, tu se moraš brati, tu moraš razmišljati, tu moraš, veš, ne. Mislim, bistvena beseda tle je tudi. Ne? Se tudi, pravi, ne? Ampak ja, to se strinjam, ne? Se pravi, avtomatija, ne? In konzole posledično, ne, so bile vedno bolj usmerjene v akcijo, ne, ker so bile tudi bolj namenjene otrokom, recimo, ne. Zdaj, PC za $3000 ti nisi otroko kupil, ne, ampak ga je imel foter, ne. In foter, ne, pač je ono, seveda tudi on daj kaj poigral, ne, ampak to je bilo v bistvu tako, ne vem, nekako ni pasal gor, ne, neko streljanje randoma, ne, ampak smo šli bolj tako, Flight Simulator, ne, pa še strategije, RPG, ne, take zadeve in seveda pač avanture, ne, ker ogromne količine teksta, ne, otroci pač ne bojo prežvečali, ne, to so, si imel, ne, Adventure na Atari 2600, ne, ampak je v bistvu prevedel besedilno avanturo v obliko akcijskega RPG-ja, ne, kar pa je v bistvu pol Zelda tudi malo povzela in tako ta linija, ne. Ja, tako je, ampak foter, ne, ti človek je bil že malo bolj odrasel in tako naprej, je pa hotel pravzaprav bolj kompleksne stvari, ne, in to je bilo na računalnikih odvedno, ne, zdaj, tudi na hišnih pravzaprav, ne, se pravi na teh mlinčkih, ne, Spectrum in Commodore, ki so imeli nek miks vsega, ne, ampak načelno dražji, ki je bil stroj, ne, bolj kompleksne so bile igre, ne, ker je bil tudi bolj zmogljiv. Ok, super. Ja, to se mi je zdelo ena taka zanimiva stvar, pa še eno, ti v enem tej medpoglavi, recimo, če zdaj gremo k tem pustolovskim igram malo bolj natančno, ful dober primerjaš, ne, narediš to primerjavo, ker potem so se pojavile začelo se je v bistvu, zdaj malo spoilam, ker bomo še govorili, ampak začelo se je s takimi pustolovkami, ali ne vem, neke fantazijske dežele, napol s pravljicami in tako naprej. Ampak zelo hitro, tako. Ampak zelo hitro so se pojavili recimo tudi krimiči, ne? Ker se mi zdi, da zelo fino ti napišeš, kako to razvozljevanje v gang zelo spominja na detektivsko delo in kako se je to dvoje brezšivno povezalo, tako da smo na koncu dobili pač zelo veliko tudi teh nekih detektivk, noir detektivk, ki grejo v pač pustolovske zgodbe. Skratka, ker recimo za tiste, ki mogoče niste brali knjige ali pa kakokoli, pač pustolovščina je zdaj tu v širšem pojmu. Ne pomeni to samo, ker si v pustolovščini predstavljam, ne vem, gusare, neke eksotične otoke, ampak gre tudi recimo za krimiče, ne, za detektivke. Ja, detektivke so izredno pomembne v tem žanru. Ne? Zdaj, dajmo najprej reči, da ta knjiga se ukvarja predvsem s point and click avanturami, ne, s pustolovščini, s kazanjem in klikanjem, ne? Za katero smo rabili seveda miško, ne? Ampak pač, da vemo, pri čem smo. Ne? Se pravi, to zlata doba je bila nekaj od 87 do 98, ne, kot smo rekli, ampak ja, v tem okviru, ne, pol, ko smo zapustili nekako takoj, ko so dobili grafiko pravzaprav, ne, ker prva grafična avantura, ne, Mystery House, ne, ima grafiko in je detektivka. Ne, čista Agatha Christie, ne. Smo v hiši, kjer je treba najti morilca. Ne. Gre pa tudi za nekaj drugega. Ne. Ljudje, ki so to delali, ne, so odraščali tamle v 60-ih, 70-ih, mogoče tudi že 50-ih, tam nekje, ne, in pač knjige so brali. Ne. In te knjige, ne, so se nekako precedile skoznje, ne, in so pristale v tem novem mediju
iger. Zdaj, če bi oni, pač braso Tolkiena seveda, ne, in glej Zork, ne, pač zelo slavna serija tekstovnih avantur, čisti Tolkien, ne, če pa še celo, da se bile vide, so risali pa svoje jezike so si izmišljali, ne, avtorja, ne. Zdaj, če bi oni brali kaj drugega, ne, verjetno, ne, bi tudi ti sprstali zelo hitro tukaj noter, ne, ampak se mi zdi, da detektivke ala Agatha Christie in fantasy, ne, tipa Tolkien je bilo na prvo žogo, ne, in seveda točno to so naredili. Zanimivo se mi je vedno zdelo, da ni več sci-fi bilo. Sci-fi je vseeno bil bolj pri teh arkadnih igrah si asteroidi, recimo, ne? So takoj začeli z vesoljci. Mogoče je vojna zvez skvarila vse skupaj, veš, bilo to akcijo, ne. Ta hardcore, veš, ta sci-fi, ne, kot prej, ki je bil, ne vem, nekako se je prišel, ne, recimo imel si tekstovno avanturo Štoparski vojni po galaksiji, ki je bila zelo kar uspešna, ne, pa tudi božka film, moram reči. In je bil zelo zanimiv eden prvih poskusov, nekako, da bi nek science fiction dal tukaj noter, ne, ampak ne vem, mogoče je bil, ne vem, preveč neprijazen, komercialno nezanimiv, ne vem, pravzaprav dejansko ne vem. Ampak, recimo, če mogoče vseeno poskušaš še malo razložiti, kaj je po tvojem, zdaj najbolj logično seveda je ta bazična razlika, tukaj kažeš in klikaš, ne? Ampak mogoče dajmo vseeno narediti eno primerjavo med igrami, kot jih poznamo danes in recimo temi igrami, se pravi poklikni, pokaži, ne vem, kako to slovensko prevedemo v resnici. Mislim, postalo še s kazanjem in klikanjem, sem rekel temu. Okay. Da se izognem unim pomišljajem, ki pač res niso slovenske. Veš, pokaži in klikni to. Ne, nekako, ni čisto dobro, ne. Po čem se ločijo? Mislim, kaj je ta zate bazična razlika, ki ni mogoče samo zelo logični, da tukaj imaš miško in izbiraš pač neke možnosti, ampak pa klikaš po zaslonu, ampak a je še kaj drugega, kar je tako bazično drugačnega od današnjega seveda, ne, današnje igre se predvsem po filmu zgledujejo, ne. To je bil refleks, ne, najprej so knjige, nekako se precejale, ne, v to vsebino, pa so se pa filmi, ne. In tako, ko je tehnika dovolj omogočila to, ne, so seveda, ne, filmi so bili bolj seksi, ne, bolj na prvo žogo zanimivi, ker pač igre se največkrat še vedno povezuje z vizualno platjo, ne, in ta je pač zelo filmska, ne, to gre zelo skupaj, ne. In se pravi, sred 90-ih, ko je tehnika postala dosti močna, ne, so avanture postale akcijske avanture. In obratno lahko rečeš, ne, da v bistvu sodobne igre so se precej naučile, ne, v bistvu ravno na teh pustolovščinah ali pa tekstovnih predlogah, ki so obstajale, ne, ali pa se pisale na takšnih zadevah, ne, in narative vnašale dosti bolj v svoje akcijske v bistvu koncepte. Mislim, narativi so postali podobni temu, da so poganjali stvar, ne. Niso pa se drobili na koščke, ko si ti poskušal reševati uganko. Ne, to se strinjam. To je pač še ena stvar, ki smo mi v otroštvu počeli, veliko smo reševali uganke, ne. Se pravi, Rubikova kocka, ali šah smo se šli, tretje, pač veliko teh zadev, in nekako smo rasli s tem, da smo reševali pač puzle, ne, takšne in druge kače, če se kdo od vas spomne, pa Jenga recimo, ne, pa tako naprej. In ker je bil tudi računalnik ena puzla pravzaprav, ne, preden da ga lahko hofru kupiš, pa preneseš domov, pa se ti vse inštalira, ne, to je samo orodje še, to je ena puzla več, ne. Takrat je bilo pa kar kompleksna ta zadeva, ne. Si sam sestavil ponavadi, ne, pa si moral imeti... Tudi še ne, ampak že za inštalacijo iz operacijskega sistema, to, veš, prej si ti to zrihtal, prej si ti pognal zadevo, prej je delovala, veš, to je pozabljena umetnost, to so bili ka stari avti, veš, sem malo po krog gledal, pa forgazer, veš, nekaj. Se to nepojmljivo. Ali pa pri Commodoru, pa Spektrumu, ko si kasetofon moral štimati vijak. Tisoč enih zadevic, ki so bile v bistvu uganka. Ne? V bistvu najboljša rešitev je zato, da točeš po monitorju. Monitor ni nikoli kriv, to je bistvena zadeva. Je pa prikladna tarča. Včasih je bil ogromen, je bil res. Eno vprašanje imam, ampak vseeno, torej igre, ki so kot kriminalke narejene, so pa še vedno zelo podobne. Če recimo igraš Call of Cthulhu na novih konzolah ali pa na PC-ju, je še vedno, da ti klikaš stvari, ful moraš enih tekstov prebrati, se tudi ful videi nekaj odvrtijo vmes, kar je bolj filmsko, ampak to je zgolj
tekst prenesen v video, ne? Še vedno je isti koncept. Ne? Ja, zadnje poglavje je tisto, kar je mrtvo, ne more umreti. Ne? In pač, avanture so umrle, ampak niso umrle. Ne? Pač še vedno živijo. Ne? V bistvu je tudi klasičnih avantur, nenavadno veliko na indie sceni. Samo pač ni to, da Last of Us pa te ogromni FIFA release, ne? Ampak pod radarjem, ne? Nekje tam spodaj, ne, pa brbotajo stvari, ki so, mislim, dosti itak tako, da vsak najde nekaj zase na tem področju, tako kot na filmskem, ne, pa če hočeš indie grozljivke imaš, če hočeš stripovske spektakle imaš, če hočeš ljubezenske imaš, vse imaš, ne, tudi v igrah je tako, ne, in lahko jih poiščeš, ne, se pa vidi, da ljudje, zdajšnje generacije igrotvorcev, ne, se pa vidi, da so rasli z avanturami, ne, in s temi zadevami, ne, in pol je tako, kot ki so takrat delali avanture, se vidi, da so rasli z detektivskimi romani in knjigami, ne, tako da me zanima pač, kam bo to šlo, ampak isti koncepti, ja, se to definitivno se še uporabljajo, ne, če drugega, ne, imaš te kvazi filmske interaktivne avanture, ne, od Telltale, ne, tipa zdaj Expanse, ne, ker je v bistvu pravzaprav, ko bi serijo gledal, ampak jo igraš, ne, ker pravzaprav se pogovarjaš, ne, pa kdaj, ker še QTE, ne, se pravi, hitro moraš odreagirati, tudi to lahko nastaviš danes, da ti niti tega treba, ne, ampak v bistvu nekaj storiš, ne, pa spet hodiš, ko se pogovarjaš, pa gledaš, ne. To je v bistvu danes avantura, ne, kar je v bistvu tako, kot knjiga proti filmu, ne, danes vidiš to, ne, včasih si pa predstavljal to, ne, in tudi ona pixelasta grafika, ne, če rečeš otroku danes ponovno reče, ko je to, sploh nič ne vidim, ne, jaz pa točno vem, kakšne Guybrush Threepwood, ne, na zaslonu, ne, in ko hodijo okoli in se nekaj zgodi, ostalo je tvoja domišljija, je zapolnila vrzeli, ne. Ja. No, ampak če imamo Guybrush'e, ne, jaz sem bil ravno, na koncu srednje, ko so te igre prišle ven in to se spomnim, da je bilo tista igra, zaradi katere si investiral v CD, ker so Pythoni glasove naredili in zdaj, tipično, zdaj bom kar priznal, vsi smo piratizirali, takrat ni zdaj. Ne. Ja. Vinje. Ja. Kaj ti? Policija, če poslušate tole, jaz vem, kje je Igor doma. Prišlo. Se lahko reče, če sem sam radio študent poslušal. V poznih urah. Pri večini iger si dobil optimizirane na diskete ali pa kaj podobnega, kar je pomenilo, da so cinematic deli in audio bili ven porezani oziroma minimalizirani, ne? Ampak Monkey Island so pa glasove ponudili... Pa ne za Monkey Island, za Discworld. Discworld so pa Pythonovci ponudili. Ja. In to je bilo... Ja, seveda, vsi smo hoteli imeti CD, toki verzija je bila statusni simbol, ne? A veš, kad danes električen, ne, zelo bencinski avto. Za nalaž si se zmotil. Ne, če si hotel biti in ne, in takrat je bilo šlo tako, da v bistvu na leto 20 ti računalnik komplet menil, ne, da si dokupil neki, ne, pa ne tako, kad danes ima 6 let isti računalnik, pa je približno isto, ne, to je si novo mašino, ne, in je valjda imela CD, in CD je valjda nismo mogli piratizirati, ker je bil predrag, ne, CD sam je bil predrag, ne, in si pač, če si imel original, si bil car Lazar, ne, to je bilo nekaj uno, ne, in si poslušal govor, si poslušal glasbo, ne, wow. Tudi Kingsko je spet, kaj res za noč, ne, pa si imel, mislim, avantura sama po sebi, niti ne, ampak glasovi so za noč, obupno za noč, ne, še celo tisti je razturil. Zaradi tega, ker je bil enostavno, ker si imel posnet govor, ne? Pa musko, ne? To disketniki ne. Je to zelo plastičen svet, ja. Se mi zdi, ko so to... Mislim, prepričljivo, ljudje govorijo dejansko. To je ena od tistih stvari, ki se je premaknila iz knjižnega sveta proti filmskemu svetu. Šel si v to, da te je začaralo. Nemi film, ok, cool, ampak, kaj pa zdaj, ko govorijo, konec, adijo. V teh letih je šel Hollywood kompletna Tokio. No, ampak moram reči, da pa vseeno Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ne glede na to, da niso govorili, ampak si samo bral, ful boljš kot naslednja 2 filma. Definitivno. Pa niso govorili. Pravzaprav bi rekel, da je igra, praktično po Raiders of the Lost Ark, pa Last Crusade, da je najboljši Indiana Jones. Ker so točno vedeli, kaj to je. In najprej se kalili na igri po filmu,
pol pa gremo, ne. In to je bilo res hudo. Ena najboljših avantur in ta zgodba. In ne samo to, kako lahko zbiraš ti, to je tisto, ne, pri igrah, ne, če so dobro narejene, pa so ambiciozne, pa tako naprej, pa dobro sprogramirane in vse, ne, lahko sam svojega Indiana Jonesa narediš, ne, a bo šel po bolj ugankarski poti, bo šel po bolj akcijski poti, ne, lahko dvakrat preigraš celo igro, pa še večkrat, zato ker imaš variante na križiščih, ne, sam določiš, kako bo šlo, ali pa po naključju pač neki rad. No, se to mi je, to je pomembno, mislim, da podariti za tiste, ki pač niso brali ali pa pač ne vejo, da tudi te igre so že zelo omogočale več pač to, bi rekel, križišča poti, ne, lahko si ti marsikaj, ne, ti opisuješ, recimo tudi, zdaj sem pozabil v kateri, ampak v eni igri si imel prav omogočeno, da boš bolj šel kot čarovnik skozi, ali boš šel kot tat, ali boš bolj šel kot nek assassin morilc, ne. Ja, tega je bilo kar recimo, ampak to je spremenilo, ne, spremenilo je tvoje obnašanje v igri, spremenilo je tvoje izbire in spremenilo je deloma zgodbo. Tudi uganke so imele ta boljše, no, dost se v knjigi pizdite čez uganke, ne, dost so imele recimo več rešitev, ne, ni bilo samo ena zdaj rešitev, ampak si jih lahko rešil na mogoče 2-3 načine, recimo, ne. Ja, veš pa še, da je bilo tako, na teh avantur je bilo dejansko na stotine, ne. Ta igra, ta knjiga jih povzame, ne vem, 5% recimo, ne. Avantur je bilo ogromno, ne, in večina jih je bilo tako, da so imeli pač en potek, en konc, pa eno rešitev. Aha, okay. Ne, ki je bila dostikrat trapasta. Ja. Ne, to je pač žal. Tako je bilo, ne. Ja, spet so se učili od Tolkiena, ne. Roko v žep, pa reč, kaj imam pa v žepu, mislim. Pazi se daj. Ja. Mislim, Prost lahko odide. Ja, a ni to nekaj najbolj grdega na svetu? Mislim, to je za me pač prevara. To je bilo grdo, to vem. No, Samo gledaj, to sta dva hobita, ne. Spoiler. Med hobiti je dovoljeno. Ja, med hobiti je dovoljeno. Pardon, nisem vedel. Ja, ker vidim, mislim, Nesti. Ta frustracija se res prenese v knjigo Novaša z vsemi temi ugankami. Mislim, to je tako, veš, ti hodiš okoli v Ruzaku, imaš 25 predmetov ali 50 predmetov, ne, od, ne vem, skrivenčene jagode do plesnive, ne vem, nekaj, skratka, kar nekaj in potem, ne, ugotoviš, da, potem, ko ugotoviš, ne rečeš, pa res ne, ampak rečeš, what the fuck. To je tisto, ne, in pač najboljše avanture, vse ne so imele ne tok teh trenutkov, ne, ko se je kao, ok, mogoče pa res sem bil malo trapas, ne, ampak več, ko jih je bilo, ne, več je bilo amaterjev, recimo, ne, ja, bi tudi naredili svojo avanturo, ne, ja, to ni tako lahko, ko zgleda, ampak bomo vzem naredili, ne, pa to je bilo grozno, ne. Ne, bile so tudi dostkrat kulturno pogojene, ne, ker vem, da zdaj pozabil, ampak si prav zapomnil situacijo, da neko zadevo si moral zmleti v odtoku, v pač kuhinji, ne? Ker imajo Američani tisti mlinček, mi pa ga nimamo in ti ni nikoli kliknilo, da moraš v odtok vreči tisto zadevo, ki to je začetek Zeka McCrackna drugače. On je pa Quest for Glory, ki si prej govoril. So tisti malo bojevalna, ampak ok, nima veze. Ja, no, ampak to je taka kulturna stvar, ki je enostavno... Ja, pač ne, se tudi, veš, dost vicev nismo razumeli, ne. Recimo, Dave the Tentacle je ena najbolj znanih avantur, ne, danes sem šele razumel, ne. Zato, ker se ful obada za ameriško zgodovino, ne. Kaj ste stedali, kdo je za Franklin, pa George Washington, da so bili postanovni očete, tam pa so bili skupni, pojma nisem imel, ne. In pač nisi se, mislim, mogoče si se režal sami situaciji, ne, ampak nisi razumel konteksta situacije, ne. Danes sem je pa razumel, ko sem še enkrat preigral za knjigo in sem se še 10-krat bil režal, ne, ker je res genialno, ne. Kakšne fore v ti potegneš, ne, iz tega, da ti pač te 3 like, ne, oziroma en lik od teh pošleš tjale, ki so bili ustanovni očetje, ne, in pa kar naenkrat v ustavi se znajde sesalnik, ne. Kako, a veš, ampak ko to igraš in bereš tekst in to je res, najboljše avanture so res fantastične. No, drugače, če se prav spomni ta ena prvih teh firm, ki je delala te pač igre Sierra Online, so pa tudi dostkrat seveda delali nemogoče uganke, ker pa si mogel jih poklicati, da si dobil rešitev. Ja, to je bil pa del biznisa. Taka piramidna schema. Piramidna schema, call 1-800 Sierra. 1-900, najbrž. 900 je bilo free. Mogoče je bil 900, ne vem, nekaj od tega, skratka, nekaj si poklical in pa še boljše bilo, da si pač kupil pomagalno knjigo, ki se jo pa, oglej, ne, imel že ob izidu igre naštimano, ne.
Le zakaj? Ne? In pol valjda, sej pač Ken Williams, ustanovitelj, eden od, je bil pač biznismen, in to je bil biznis. Tako je. Ne, jaz moram reči, da je tudi knjiga zelo lepa po slikovnem gradivu, ne samo, da so pač ven prizori iz iger, ki jih opisujete, ampak so tudi recimo dostkrat pokažete pakete, v katerih so te igre prihajale, ker niso samo... Ja, to je tako lepo, pa tudi mi nismo, mislim, kakšen original sem že imel, sem večinoma seveda, ne smo privatizirali, ker Jugoslavija, Slovenija, ne, ampak to je dosti tako lepo videti, Še posebej, če si bil v Ameriki, Američani so imeli še 3-krat lepše škatle kot Evropejci. Evropejci so bili zberi tako nekimi, take mehne škatle, oni so bili pa res tako gromozanske škatle in barvite, zato da so izstopale na policiji, in to si notor dubu dobrote, kovance, zemljeviti iz blaga, priročnik, buklica, ta prava, to varianto. To je tako ena una dodana vrednost, kar rečeš, a tako je bilo, pa to je pa ful dobro. In pol vidiš tudi v knjigi, smo prav priobčili te vsebino tudi škatle. Kaj si dubo, z lumom, recimo si dubo zraven kaseto, spravi radijsko igro, ker si pač dal v kasetih, si poslušal, in si tudi dobil informacijo o tem ozadju igre, ker ga sploh nisi vedel tega, odkaj so zdaj te cehi prišli, recimo, ker igra je bila dosti skriptična, pa si pa ti to preposlušal, in spet wow, te so pa te... Mislim, to je bilo res hudo. Ne, da je kdo to od nas takrat imel, ampak ne, res bi se to, ni šans, ampak zdaj pa je, Ja, že to, pa fajn mi je nekaj, vidiš, ne vem, na koliko disketah je to prišlo, pa na koliko dobro pol pozneje CD-ih. To se mi je zdelo še kar tako izredno zanimiva reč. Ja, pa ker si omenil nekaj te igor spraševal, ker si omenil recimo Star Wars. Meni je bilo zelo zanimivo, ker pač eden teh spet založnikov oziroma ustvarjalci knjig so bili pač Lucas Games, Lucas Arts, tako so se pol imenovali. So povedali, to je art, ne pa ono kot filme, ki jih delajo. Ja, ampak recimo niso izkoriščali Indiana Jonesa, so vzeli, ampak drugače so pa delali tudi čist neke svoje stvari zunaj tega, kar so pač v studiu počeli, čeprav so počeli to na ranču pri Lukasu doma, recimo. Na začetku, ja. Na začetku, Sem niso zaupali, Lukas jim niti slučajno ni dal Star Wars. Kot te fanti, vi to malo zdaj probite. On je bil res, ni bil za igre, nikoli ni bil, čeprav so ga zanimali, Pa se je nekaj vtikal, ti se ni prav dobro išlo. Pa se je nehal vtikati, Pa je bilo boljše. Ja, ne, pa je bilo boljše, ampak oni so morali dejansko narediti full iger, da se jim sploh dal malo proste roke in prva Star Wars licenca je bil X-Wing, 93, ki pa ni bil avantura, ampak simulacija, pravzaprav X-Winga. Pa še vedno proper game. Ja, dober špil. Dober špil, TIE Fighter je še boljši. Če reči za eno leto, ampak avanture Star Wars pa ne, v bistvu ne, Star Wars je prišel kar v akcijsko avanturo, potem, ko je bila že Lara Croft in tako naprej, Ja, veš, ko se je že mutiralo. Zanimivo, mislim, očitno, po mojem imel Lukas neko idejo, kar mu moram dati kar prav, da Star Wars kot avantura ne bi deloval. Aha, da ne. Prepočasne. To pa drugi naslovi noter, ne vem, meni je v zelo v spominu The Dig. Ki je pa Spielbergova zgodba, mislim, da je imel za... Spielberg je bil pa zmeri igričar, to je bil pa zmešan, se piše, kako je... Te vidno videlo, da je nerd. Ja, nerdetina je bil, težka, pol je igral in pol je kar klical Lukasa, pa vse te tipe, ki so delali to, kako se to naredi. Celo z vnučkom na kolenih je klical, kako ne pridem tle naprej, hudo, da dobre štorije. In je od zmeri hotel nekaj narediti na tem področju, in parkrat je prišel noter, s tem, recimo, pozivim Trespasserjem katastrofalnim, ne vem, če se kdo od vas spomni, to je bila prvoosebna streljačina, proti dinozavrska, ne sploh. Ne vem, tiste je bilo res grozno. Tiste danes je fascinantno, kaj vse so si izmišljali takrat, ampak ta The Dig, je pa on hotel najprej kot film, pa pol bila igra, pa spet ima film, pa niso vedeli, kaj bi, pa spet, tako da je pač nekako počasi evolviralo in je bila presenetljivo odlično prodajana, pa tudi, če ni bila tako dobra v narekovajih, pa popularna pri nerdih, ampak prodajala se je pa zaradi imena Spielbergovega pri splošni publike. Mislim, da če ni bila najboljša, mislim, da je najboljša prodajana Lucasova avantura je bila Full Throttle, ampak mislim, da je bil The Dig takoj za njo, kar je tako, vsi mi nerdi, tako kaj? Ampak ime, A veš, in ZF. Ja, a vidiš, zanimivo. Mogoče zato, kaj je manjkalo, Ja. Okay. Ne, ful mi je tudi zanimivo, ker recimo zdajle
skozi knjigo tudi vidiš v resnici zelo hitro razvoj računalništva, razvoj se pravi strojne opreme, razvoj seveda programja in tako naprej, ne, ker napreduje, najprej imaš tekstovne, skratka brez vsake grafike, pol se pojavi ta zelo pikslasta grafika, kjer skoraj nič ne vidiš. To je v bistvu ilustracija kot v knjigi. Tako, statična slika, ki ilustrira dogajanje. Tako, in spodaj spet samo teksti, potem so vse bolj začeli tako, da si skratka nisi vtipkoval. V začetku si vtipkoval, ne? Skratka, pojdi tja, naredi to, uporabi vrv in tako naprej. Potem že klikaš, se pravi, imaš možnosti... Pa si vodu lik neposredno, ampak si še zmeril tipkal. To je bil King's Quest, ne? In ta linija serije, ki je šla do 91, kakor vem, ne? Se spomnim, je šla tako, da si pač vodu lik po zaslonu s kurzorji, ne? Ampak če si pohotel nekaj narediti, si pa upisal, ne? Se pravi, take this, ali get, ne? Je bila še zmeri ta vez, ne? S tekstovnimi, s knjigami, ne, s katero so Lucasi pač zelo že na začetku opravili, ne, zato ker je Ron Gilbert, ne, pač eden od njihovih glavnih dizajnerjev, bil dislektičen, ne, in ne, ni maral teksta, ne, in je bilo tako, kaj ćemo zdaj mi narediti, ne, in pa tako ful ne maram tega, ne, dajmo tako narediti. In evo, oni so še linijo, potem je Sierra za njimi ponavljala, ne, če ne bi oni furali to svoje, veš, vtipkavanje do danes, če bi šlo. Ja, pa se pa skratka si imel izbiro, ne, se pravi... Pa si pa izbral glagol, pa si pa izbral predmet, to je bilo prvo, to je bil Labirint, ne, po naključju si zadnji film gledal, z Davidom Bowiem in Jennifer Connelly, ne, dejansko. In si imel od spodaj, si imel 3 bobne ali 2 bobna, pa si pač najprej si zavrtel boben, pa je bilo take, ne kaj, ne, naredil pa si pa predmeta, ne, izbral in to je bil prototip teh kazanja in klikanja. Ja. No, potem pa že imaš, se pravi, ABCD, kaj jaz vem koliko, zelo ene izbire, ne? Ja, pa imaš pa glagole spodaj, pa inventar na desni, se pravi, levo so glagoli, desno je inventar, pa zgori na zaslonu, ne, večina zaslona je pa pač, recimo, take this, ne. Pa se pa počas gre v to, da pač ta take, ti ni treba več take pritisniti, ampak samo na predmet pokažeš in se že pokažejo opcije, ne, kaj boš z njim naredil, ne, ker včasih je bilo tako, ne vem, kaj s tem, neki si push, neki pa ni bilo, ne, pa si take, neki pa ni bilo, ne, pa si 10krat probal, vse pa je bilo pa ne vem kaj, ne, na koncu, ne. Ja, pik. Ja, whatever, ne, pač neki, ne, in zdaj ne si pa sam na predmet kliknil in si ti pokazal, kaj lahko narediš z njim, ne. To je ta linija. Poenostavljanja, ne. Tako. In pa se seveda začne grafika vedno boljša, tudi že neke filmske sekvence so noter, eni so se digitalizirali že, zelo hitro imaš seveda nage babe. Vse je bilo digitalizirano že od začetka, ker so računalniki. Zapravo je bilo vse digitalizirano. Ampak kot se reči, podobe so prav pač fotografske, pa niso več risali, ne znam tega. Težnja po realizmu, rečemo. Ampak je izgledalo kot iz filma. V bistvu so hoteli biti filmari, ne. To je zanimiv refleks, ne. Kaj manj vrednosti kompleks je že, se mi zdi tisti krat. Mi delamo samo igrice, ampak tako bi radi bili filmari, ne. Ja, veš, prav vidi se, ne, pravno tako minimo, pa zdaj filme. In veš, tako res low res posnetke, veš, kaj sploh niso, kaj je to zdaj točno na zaslonu, ne. Še na majhnem zaslonu, kaj že ne danes na velikem, ne, ampak je bilo pa film, ne. Wow, awesome, ne. In pa je bila, veš, Daedalus Encounter z Tio Carrere, ne, in pa je bil Reaper, ne, z Dennisom Hopperjem, mislim, da, in pa so bili Black Dahlia, je bila tako naprej, so bili tako vsi, bi pa delamo filme, ne. Interaktivne filme, ne. To sem tudi malo posvetil, no, kaj je to po glave, kaj je to sploh pomeni interaktivni film, ne. Ampak to je ta linija, ne. Poenostavljajo se, ne, tako kot se je umestnik, računalniški umestnik poenostavljal, ne. Na začetku je bil DOS, ne, pa pač dir, CD, to si mogel vse se naučiti, ne, pa z Windowsi si pa klikal, ne. In točno to se je z avanturami zgodilo, ne. In bi se tudi v vsakem primeru zgodilo, ker bi morale to povzeti, ker so računalniki postali enostavnejši za uporabo in s tem pač dostopnejši in tudi igre so temu sledile. Ne? Jaz imam tukaj potem 2 vprašanja v bistvu. Ne? Eno so Choose Your Own Adventure knjige, kot je Časovni stroj bil pri nas, koliko to vpliva in potem ali meniš, da filmi, kot je bil Bandersnatch, potem predstavljajo neko nadgradnjo tega? Če si ga gledal. Sem gledal, ja. Ne vem, če je nadgradnja, v bistvu je bil tako en crossover most z igrami, ne? Ker igram je to inherentno, da tebi pustijo izbiro, vnos, če ti jo, ampak recimo, da ti jo, ne?
Vse v bistvu je že tako, ne. Že da ti premakneš lik, ne, levo, desno, gor, dol, skočiš, je to izbira, ker je v filmu nimaš. Ja. Film je drugačna umetnost, enostavno. Meni se te filmi nikdar niso zdeli posrečeni, še celo knjige, ne, kot je bil pač. Časovni stroj. Tako, pa ena druga serija, še ona fantazijska, neki na The Dungeons, ne vem kaj. Aha, ne. Od Ian, skratka, pač je bila ena serija. Ne, ful jih je, ampak Choose Your Own Adventure. Ja, pri nas je bila ta časovni stroj. 15 stran, 42, če si izbral to. To me je bolj osebno motilo. Ne vem zakaj, zato ker mogoče sem bil pa preveč navajen tega statičnosti in tako naprej, ampak jaz mislim, da je v videoigri inherentno izbiranje, kaj boš ti naredil, kadar boš ti hotel narediti, in da je podaljšek tega, so ta sečišča, kjer se ti lahko odločiš zares, kam bo šlo, ali pa konec določiš, ki jih ima recimo Blade Runner 26, ne vem, 25, ne. To je naravno za videoigro, ni pa naravno za film. Mi gremo gledati film tukaj v kinu Bežigrad, in potem, ne vem, nekje na sredini, veš, jih pol ljudi, vse so bili te eksperimenti. Mene je to tako vržilo iz izkušnje, da sploh ne. Tudi zato se po moje to ni nikoli prijelo. Zato, ker ni inherentno mediju. Veš, pojmo v kino, videl bom zgodbo, povedal mi bo, kar je, in grem domov. V igri ne, pa nasprotno. Jaz bom tisti, ki bo določil, kam bo šel, koga bo ubil, kdaj ga bo ubil, kdaj bom nehal, kaj bom počel. To, po moje, zato inherentno v videoigri tako, da so cenjene, najbolj cenjene igre imajo več koncev, odločitve in tako naprej. Najbolj cenjeni filmi so nekaj ti povejo, da že kaj je on mislil. Kdorkoli že to je. Ja, vse mislim, jaz ko jem kokice, res ne bom še neki klikov. Kaj se boš ti odločil? Kaj se je pa zgodilo? Veš, moram še enkrat plačati karto. Veš, v igri je start game. A je Jason Statham polonga udaril ali ne? Jaz bi vedno To ono, the end za vprašanje na koncu. Mislim, da to ni pravo vprašanje. Koga ga je udaril? Kateri del telesa ga je udaril? Jaz mislim, da bi to delovalo samo tako, kot je neka gledališka predstava. Mislim, da že 4-5 let nazaj, ki je bila tudi v Sloveniji. To se spomnim. Ker so na koncu glasovali gledalci kot porota za nek primer, ali verjamem, nekaj v tem smislu. Tudi to je eksperiment. Seveda. Ali pa impro, ne na zadnje. Ja, ali pa impro. Ker če bi bilo to tako, bi pač cela drama že to imela. Vsi hoteli to imeti. Če bi bilo to cool, če bi delovalo, če bi bilo pravo za medij, bi vsi bi to hočeli. To so občasni eksperimenti. Ljudje hočemo Macbeta gledati, pa kaj zdaj, bomo v nočarovnice, kaj bomo naredili z njimi, veš, bol. Veš, kje so Friends of Fate, Tako po prvem poglavju. Konc je bomo. Ne, jaz iskreno mislim, da je tle samo ena stvar, kjer se bo mogoče film v prihodnosti približal igram, in to je sicer ta, ko bo jo mogoče spravili studiji čez to foro digitaliziranih podob in kjer boš ti lahko dobil dejansko film brez igralcev, ker boš lahko igralce sam zbral, in se boš odločil, v glavni vlogi je Hugh Grant in ga bo digitalna podoba Hugh Granta igrala unga glavnega, ta glavni je in boš tako nekako tako. In jaz si predstavljam, da to je neka prihodnost in boš lahko dejansko gledal vse filme Jasonom Stathamom, recimo, tudi drame, tudi komedije, karkoli. To si izredno želim. Jaz tudi. Vse gleda z Scottom Atkinsom, jaz bi vse to gledal. Vse. Jaz bom iz Stathama, da najprej Schindlerjev seznam bom pogledal. Ampak on bo igral vse vloge. In bo sam sebe. Potem bo tudi pes bo. Tudi umrl bo. V celici bo umrl. Deklica v rdečem plašču. Tako, bo tudi on. Vse bo on. Oh, man. Malkovič. To, John Malkovič. Smo mogoče zašli. Dajmo, Mito, ti si recimo zdaj eno prej. Kaj si ti zdaj igral skratka v pripravi na ta dvoboj? Jaz sem v bistvu preigral Benita Steel Sky, tako je. Pod jeklenim nebom. S vodom, recimo. Ampak to njega sem prvič preigral, imam druge naslove, ki sem jih preigral, ker kot mulj sem bil precej navdušen nad žanrom. Ne bom rekel, da sem bil najbolj uspešen v tem, ker kot sama knjiga tudi pove, pa smo se že pogovarjali, uganke so mi bile včasih preveč frustrirajoče in to je seveda doba, kjer ni internet bil tako prikladen še za pomoč.
Ampak ja, Benito Steel Skype mi je pa všeč že po zgodbi, tako zelo sci-fi, Judge Dredd, Mad Max, kontekst zgodba je, ti se znajdeš kot v mestu, ne veš, da je tvoj oče, skušaš se izogniti policiji, odkriti svojo identiteto in se pač izogniti, ne vem, rešiti mesto potem celo kao, ne? Ja, ker je neka opresija nekega fašističnega režima. A to zdaj spoilamo na hard? Ja, skar spoilam, bolj me kurec. Mislim, problem je ful je težka, pa celo ene par bugov ima noter, tako da priporočam, če bo kdo to igral, da si shranjuješ kot zmešan na več. To je vedno Avantura? Ja, to je zelo tak number one save namik. Save early, save often. Pa save v več slotov, ne? Jesus not only saves, he also makes frequent backups. Yeah, and he likes save slots. Save for it. Get me off the cross. Je pa ful... Mislim, tako da zelo dober špil, no. Vem, zakaj je noter, je en izmed vrhuncev žanra, ne. Zgodba je v bistvu predvsej po nekem stripu celo narejena, ali ne, strip so kasneje nalili. Ne, strip je bil zraven. Točno, tako. To, da si vedel, zakaj se gre. Strip je prišel zraven špila. Seveda nihče od nas ga ni imel, nismo vedeli, zakaj se gre. To je. Pozabil sem, kdo ga je risal, ker ni kar nekdo. Tale, kaj je Watchmen, Gene Simmons. Ja, Simmons. Simmons? Gene Simmons je Gibbons, bo najbrž. Gibbons, ja. Gene Simmons je kitarist od Kissel. Ja, to je pa zato, ker sem gledal film, Extract, v katerem igra norega odvetnika. In zdaj mi je brain fartalo. Simmons, Gibbons, isto. Pa ne je Gibbons, ampak ja. Pa Gibbons, vse isto. Mislim, zraven ene res butastih ugank mi je zelo všeč tudi njegov pajdaš en od tega glavnega lika. Robotek. Ja, robotek, ki se ga potem sestavlja, pa preurejal, pa ponovno uživljal in kakorkoli na koncu. Ta je bil v bistvu čisti Marvin iz popolnoma. Tako malo depresiv, malo tečen. Ja, tečen, Tako da lušno špil ful priporočam, ampak najbolj imam pa res v spominu pač The Dig, Curse of Monkey Island, ta je bil moj prvi Monkey Island, ne, ta že na CD-jih 3D verzija, ne. Curse. Prav Curse, trojka, ne. Ja. Indiana Jones, isto kot pri Igoru, pa en zelo zafrknen špil, ki se imenuje Deathgate, v bistvu ni dober. To se spomnim, ja. Mislim, da je bil v Jokerju celo ena ocena, ki se spomnim. Spomnim se. Ki ga nisem rešil 5 let, šele ko je internet prišel, to. Neko brezvezno maščobo tam zmešam z nekim sranjem. Kaj ste mislili tukaj točno? Zato je očepnik in 3 glava opica. Kako pa to skap gre? Evo tole. Noro. To je tole. Ja, mislim, koliko imam jaz spomin na ta žanr, ne, mi je prav to izziv se... uživeti ne v samo igro, mogoče celo bolj v samega avtorja igre. Kakšna je tle logika posredi, ne? Ker nekaj je lahko ful uspešno, naprimer zmešana logika v Monkey Island, ne? Kjer pač, se ti moraš malo naučiti kletvic, pa dober comeback na tole je to, pol ti v Final Bossu čisto brnejo logiko, se moraš nove naučiti in to so ful dobre zadeve. Pol pa imaš ene zafrknene fore, ki moraš pač sestavljati neke predmete, jih tišati v najbolj nemogoče lukne, kakorkoli, da potem, title of your sex tape, vredo. Ampak ja, ne, pri Monkey Islandu je bilo prav to, da je lingvistična igra. Da je ful velik del na tem, da ti sestavljaš tiste fraze skupaj dost. In to tisto, ko se dvobojuješ z žaljivkami. Ja, sem to je te postalo spomin. Če bi ti danes igral, bi videl, to je tako 5%. Drugače je ono, Monkey Island kar zafrkneš. Kje drugje pa je to, da imaš dvobojevanje z besedami? To je to, ne? To je zato, ker niso vedeli, kaj ne naredijo. Vedeli so, da hočejo imeti boj, ne? Pa so ga imeti po Indiana Jonesu v avanturi po filmu, ne? Veljasko set, ne? Ni dobro deloval že tam, ne? In to, ki so vedeli, da ni dobro, da ne deluje dobro, ne? Pa je bilo tako, kač pa zdaj nares, ne? Je pol. Spark of imagination, ne? Ker te so bili res pretegnjeni, ne? Na dober način, ne? Dajmo ga narediti v obliki debate, ne? Sure, ne? In pa je tako v enem popodnevu je napisal večino unih odgovorov in pač par animacij in žive. In to je tista, veš, ne? Kar ločuje najboljše avanture, ne? Od pač res milijona nekih avantur. Tisto, kar si naredil v enem popoldnevu, je bolj. Mislim, dejansko, če imaš iskrica navdiha. Če je iskrica navdiha, ja, ne. Veš, pa imaš pa recimo, da pač Day of the Tentacle, ne, ki je Maniac Mansion 2,
imaš pa časovne fore, ker so vsi trije liki so vsako v svojem časovnem obdobju, ne, kako zdaj to pošiljati, ti si lahko pošiljaš vse predmete med sabo, ne, samo, kje zdaj ti kaj uporabo. Ampak logika je zadaj, vedno je logika zadaj. In to tako, ko rešiš problem, rečeš, evo, ne, to je bila ta logika, ne. In to logika apliciraš na naslednji problem in je polovico polovico je pa novo, ne. Ne? To je, a veš, tisti znak najboljših. Seveda, ne, pač, to so samo najboljši. Ja. In s časoma se je to, mislim, kaj lahko še narediš, veš, ne? S časoma se avanture same sebe ubile s tem. Tem je res totalno kar neki problem, ker je bilo tako, igralci avantur zdaj hočejo še bolj kompleksno, še bolj zakomplicirat, še bolj. To je šlo v neke take vode, da ko bereš te rešitve kasnejših avantur, tako, kaj z vami narobe točno? A ne bi vzel une stvari pod kleno, veš, to v filmih, ne, grozljivka, ne. Dajmo se razpršiti, pa 5 dni v temno klet, pa ni elektrike. Ja, mogoče ne hotel temno klet, pa ne se razpršiti, kaj pa vem, ne. Veš, ne, tisto foro, ne, ker veš, da bo neumnost naredil samo zato, da bo film, ne. Tukaj si pa neumnost naredil samo zato, da je bila avantura, ne. In potem ni več zanimal, ne, ker je bila blesava logika. In tako se je počasi, veš, pa še ta pritisk filmov, ne, teh hitrih, akcijskih, strelskih, veš, zadev, ki so v bistvu ful dobro emulirali filme, boljše kot avantura, ne, in pač roko v roki, ne, se je zadeva pač tam nekje 98, recimo, se je nekako končala. Prevesila, Ja, kar konkretno hitro. Ja, ker v bistvu jaz sem probal potem na PS2 ene par horror, point and click, Onimusha 2, neko sranje, ni dober. To je bojevalno. To je bojevalno. Skratka, neka japonska horror, survival fora, ko hodiš po nekem... To je v bistvu japonski Resident Evil, ne spada to k samu. No, ne, hočem samo povedati, v bistvu kao isto sem imel neke te podobne uganke, ampak point je bil, da se prevesilo že v nujo. Veš, kao tebe pritiska, pa je ta hitro čim prej pobegant, probi to čim prej rešiti, nek čas je že bil posredi. Medtem, ko jaz sem pa spoštoval, pa smel rad pri teh point and clickih, ne, ravno to, da si lahko počakal, pa premišljal, lahko si jo sklopil za teden, 2 mesec. Ja, tako, kot knjiga, ne? Ja, kot knjiga, ja. Lahko si odložil, premislil, ne, se vrnil nazaj, nič nisi zgrešil, nisi se počutil zdaj pod nekim stresom, da bi mogel za eno škatlo čikov butn zraven, veš, ampak... Tako je. Ja. Mislim, so te ubili, ne, ampak... Ja, ampak na nežen način. Če si stal tam, te načeloma naben prej ubil, pa ne pač, so pa labirinti te ubili. Ja, ampak veš, naprimer, Broken Swords ne igral, ne vem, dvojko, ampak tam si, naprimer, v eni bajti lahko komoti počakal, pa eno sliko motril, naprimer, ne. Si vzel čas. Tako. Ne, veš, to je zelo kontra logika, kot jo pač danes imaš v večini videoiger, ne, mogoče to je ena razlika, kjer se ti ta nuja, pa pritisk. To je pa film, ne. Ja, film, film mora imeti tempo, ne. Ja. Pač, a veš, ne bo noben gledal 30 sekund, razen če Jim Jarmusch, ne, nekaj postev, ne. Ali pa ne vem kdo, ne. Da bo, ne vem, 2 minuti gledal pejsaž takole, ne. To so pač umetnine pol, ne, ampak načeloma je tempo, ne. Tudi v videoigrah je v bistvu tempo, ne, in to se je združil z avtomatno konzolno logiko, da prišli z akcijskimi avanturami noter in s filmi, ne. Ja, avanture so pa knjige, ne. Ja, zato. To malo pogre, mislim, to sem imel rad, pa to še imam vedno rad, ne? Zato mi je bil ta Benito Steel Sky. Ja, veš, to mi je prav dobra, lepa osvežitev spomina. Ampak vi, ki ste rasli s tem, pa ste igrali to sproti, a ste opazili a je bil to zares naenkrat zdaj, a veš, prej si igral tekstovno, zdaj pa kar naenkrat streljaš, skačeš, ne vem kaj, a se to, ker jaz imam po knjigi občutek, da te stvari grejo zelo postopoma, ne? Tako, ker se pač računalniki razvijajo, da ni bilo enega tistega, zdaj pa jaz več tega ne znam igrati in moram se naučiti hitrosti, ki je prej nisem rabil, ne? A prej si bral, zdaj pa moraš kar nekaj klikati, ne vem, Street Fighter 46krat pritisneš nekaj, pa ga udariš na nek način, pa ne veš, kaj si sploh naredil. Itak je vse sporedno bilo. Naprimer, jaz sem Blade Runner do polovice preigral, nikoli do konca, žal. Mogoče se kdaj vrnem, ampak tudi po drugi strani pa Deathgate. Ne? In to sta isti žanr sicer, ampak 2 zelo različna pristopa. Ne? Blade Runner je 3D, se pomikaš po prostoru, klikaš, rešuješ uganke, si detektiv. Tam v Deathgateu si nek ugrabljen, to je Portal Fantasy, ugrabljen čarovnik, ki potem skuša rešiti neko zlitje planetov, kar nekaj, ne? Ampak tam je pa statična slika, ti sam po JPEG-u v bistvu klikaš, ne? In probaš en predmet zmešati z neko smolo tam, naprimer.
Ampak to je skoraj ista leta, 95-97. Veš, ni takega groznega preloma. Imaš mejne špile, mislim, kao prelomne špile, ampak ful je pa vzporedno, koliko se spomnim. In za meni ni to se odtujilo, ne? Kolikor pač sem se začel zanimati za druge špile. Bolj to, no. Ja, no, ampak vseeno en prihod teh pustolovščin, kot je Lara Croft, je potem spremenil čist zadevo. Ne? To, da ti premikaš lik in je podobno kot v Streljačini, to premikanje lika, ampak potem rešuješ tudi uganke in interaktiraš z ljudmi in jih samo postreliš, ampak tu pa tam pa vseeno koga. To je akcijska avantura. Ja, platformski puzzle, pa čeprav je bolj Streljačina. Ne, vse imaš. Ne? Ja, vse je. Načeloma, da je zgodba, ne vem koliko še. Ampak imaš, tudi zgodbo imaš. Ja. No, to mislim, da je bolj pritegnilo, kot pa to, da bi statično igral naprej. Ampak, kot sem rekel prej, tudi danes še imaš igre, kot je Call of Cthulhu, ali pa eno od Alienov, ki so basically še vedno detektivke. In ni mogoče, moraš nekje mimo 3 ljudi priti pa koga udariti ali pa kaj takega, pa je treba nekaj malo bolj hitro narediti, ampak v glavnem interaktiraš z ljudmi, pobiraš predmete, sestavljaš. Jaz res mislim, da detektivko težko narediš kakorkoli drugače, ker karkoli drugega ni detektivka. Če ti akcijske elemente not To pa zato, ker ne poznaš Japoncev. Google Astral Chain, pa boš videl, da je pač 3D sekljačina plus popolnoma detektivska raziskovalka, tipa pač trupla, prizorišča in tako naprej. To se sliši. Če kdo Switch naslov. To se sliši, se je za Switch. Astral Chain, od Platinum. Pač, veš, Japonci, če se ti vi... To se ne da, Japonci. To bi bilo pa preveč noro, da bi probal. Zihar je Japonci. Da boš najdel nekje. Absolutno se strinjam. Ker tudi kakšen film, ko bi si človek rekel, ni noben posnel, če so takega. Japonci so. To je Japonci, tako. Kaj so še taki, kaj ste še špilali? No, dajmo še malo obujati down the memory lane. No, vi kar, zato ker jaz zelo knjigo odprem. Prej smo omenjali Indiana Jonesa, to mislim, da je bila najbolj popularna to vrstna igra, koliko se spomnim iz srednje šole, kjer dejansko smo se na dvorišču pogovarjali o tem, kdo posluša Nirvano, pa o tem, kdo igra to in kako smo šund gledali. To je bilo tu nekje na... Madonna, kakšni eklektični intelektualci, Cool Kids, Maribor. Oni so v bistvu v Brilantini, to je bil John Travolta in oni njegove. To je bil konec. Pa se pa zaplesal. Pol pa smo, ko smo pa bili Arte, pa smo šli v kino gledati Dvojno Veronikino življenje. Ker dober. Tako dober se je začel. No, ampak hočem reči samo, da je to bilo del pop kulture. Večina, tudi če nismo imeli računalnikov, vsi doma so bili v šoli, imel si prijatelja, ki je imel računalnik, pa si skupaj igral kakorkoli. In prav tale, Doom recimo, je bil ena igra, ki smo jo vsi nekako poznali, pa ni nujno, da smo jo vsi marali. Ampak Indiana Jones pa je bil nekaj, o čemer smo dejansko debatirali, ker kaj češ pri Doomu reči, 3-krat levo, pa pol obrneš desno, pa 6-krat ustreliš. Tukaj pa prav vem, da ono s papigo, for fuck's sake, da eno od ugank rešiš tako, da vprašaš papigo in ti papiga da odgovor. Seveda ne v prvo, ampak jo moraš večkrat vprašati. In je taka stvar, kjer je lahko zatorkiraš in vem, da je bila debata, da smo pomagali drugemu naprej. Jaz sem z mojim bratom imel debato pri Indiana Jonesu, tista ena sekvenca, kjer moraš ti v bistvu preko trigonometrije rešiti, kje moraš izkopati. In fucking pixeli mi niso dovolili, da to ne veš. Ni mi rad, 2 tedna sem se mučil s tistim prav določiti neko točko, pa da postavi sem, ne gre sem. To smo se 2 tedna mučili in smo imeli dejansko tako bratsko debato, da ti probi, ti se malo pomuči, jaz grem za na kosilo, prijem nazaj, bom videl, če to rad. Tako je. To je naslovnica knjige, recimo. Če boš na naslovnico so 4 dudi, ki se pač matrajo rešiti problem, en ima telefon v rok, da bo
poklical na helpline, en ima knjigo v rok, kva zdaj, in tako naprej. To je to. To je točno to. No, predvsem pa je imela ful dobro zgodbo. Ne? Kot si ti rekel, to je ena najboljših Indiana Jones zgodb in res, jaz se prav spomnim potem, ko so napovedali tole Crystal Skull, je bilo tako, zakaj pri vragu niste vzeli scenarija iz Atlantide? Zato, ker je bila že knjiga, zato, ker je bila igra po nekih ostankih filma narejena. Oni so hoteli narediti film o Atlantidi, kar je seveda Indiana Jones. Prvi bi moral biti to Atlantide, normalno. Pa je pa že bila igra, ne? Mislim, da je že bila igra. Vseeno, mislim, film je prišel ven, kaj, 2008 ali 2009 ali nekaj taja. Kar je krepko daleč od 96, par stvari spremeniš, se navedno. Ponos je ponos, nimaš kaj. Kaj bo Spielberg po igrci zdaj snemo? Tako je že malo minil to. Je že močken star. Ja, in pa je rekel, dajmo kristalne lobanje. Mogoče sem mišel dobili dobre papige. Imeli so Shia LaBeoufa, Klaus. Kje si to? Across the bow. Shia se bo tle prikazal in se bo začel just do it. Ne, Shia je postal župnik, tako da bo nas probal preobrniti. Vrnil je, da je postal ne župnik, pastor. Pastor. O moj bog. Ja. Le se bo mislim. To te preseneča? Ja. To ni tako, kot je Ponc. Vse bo probal. To me preseneča kot to, da Spielberg noče snemati po računalniških igrah. Ja, ne vem. Mogoče pa je Spielberg bil prvi od Atlantide, pa je pol rekel, klince so že naredili. Boljš, ka bi jaz kadarkoli. Se to je pohvala igri, ne? Dejansko je pač ti preko igro imate, se to je dovolj. Jaz to predvsej spoštujem. Da ni kar vse za remake, veš. Ni vse za še ponovno preživeti. Igra je tako dobra, že na začetku, že samo začetek prvih 15 minut, po mojem, če te ne potegnete na nobeno avanturo. Isto, kar na začetku Monkey Island, veš. To so te klasike, dejansko, kaj igraš, pa se ne moreš ne smejati, pač enostavno igrati. Tudi če nimaš pomoči, danes je to itak pač trivialno. Danes smo ful pametnejši. To bo, Tudi jaz mislim, da je nekaj na tem, Ne, dejansko, to bi še mogoče dal v košarco čisto ob koncu, da pač mogoče zraven knjige bi še zberite se kjer naslov, ker to je dejansko stres relief, predvsem za folk, ki ima rad knjige, ki ima rad branje, pa neko cozy vikend zadevo, mogoče kdaj kaj tazga prevoščijo. A pa očepnik? Zraven očepnika. Ne, za folk, ki mogoče nikoli še ni dal nekaj tazga skozi, da res je en podoben znan feeling ti bo, če imaš rad knjige, ti bo to blizu. Ja, dejansko pač video igre imajo tak sloves, recimo temu, že ne sloves, ki je pač tako, veš, da se samo streljamo. Seveda tudi, ampak to je tako, kot če bi vse filme sodil po stripovskih filmih. Ja, točno. Pač in bi bili awesome. In bi bili najboljši vseh časov. Ja. Hvala. Se vidva veta, da ti eye-rolling se ne prenašajo v audio dobro. Kako da ne? Skratka. Jaz ne resno mislim. Žal si, vem, da si resno mislil. Ampak pač je še veliko zadev tukaj, in klasične avanture s kazalnim klikanjem. Ali pa recimo Mist, nismo še omenili, pa je bil narejen za, takrat smo mi rekli, stare mame, ker pač nisi imel teh klasičnih problemov in tako naprej. V bistvu je ingenious, avantura. Kako je narejena? Mislim, veš, to je tako kot pop, pop muzika. Včasih je teže napisati dobro pop skladbo, kot 15 minut pa lamudriti po kitari, pa reže to jazz. V tem smislu. Shots fired. Torej ti tudi meniš, da je premalo free jazza na radiju? Mislim, da je premalo dobrega popa na radiju. No in Mist bi bil recimo en tak primer, kjer vstopiš noter v nek čist alternativen svet in imaš zelo self-contained uganke, se pravi uganke, ki so omejene samo na določen prostor, ker ne moš sabo imati predmetov, mislim, da lahko, ampak samo enega, in je čist drugačen feeling, drugačen občutek je in recimo imaš ogromno neke izbire, kjer v teh 10 letih recimo, pa tudi potem, ko jih pol slikovno malo nanizama, ker bi bile dobre za
tako ljudi, ki ne igrajo načeloma videoigre, pa sem videoigre bedne, ki samo nekaj streljaš. Ampak je veliko tle. No, super. Ogromno enih zadev. Okay. V očepniku. Tudi tam. Kako se reče že knjigi, spoznal sem? Ja, že dolgo nismo omenili. Gledaj, na te točke, ki nas čas malo preganja, bomo to debato zaključili. Jaz bom samo to še rekel, kot nekdo, ki ni nič špilal, ko je bil. Če lahko prekinem, ali lahko katero dveh pove, kje dobiti te igre danes? Mogoče še pa to pa res. Hvala, Igor. Ja, Na to... Gogu. Da bo Aljoša lahko igral. Dobiš na Mitu Gogiču, ne. Okay. Good try. Ne, na Steamu pa na Gogu, spravo Steam, steampower.com, pa GOG.com, Good Old Games, .com, to sta dva vira, dobiš datoteko za PC, pocen so, ne? Odpakiraš dela. Indiana Jones je €70 stal beneath a steel sword, tudi €70. Pocen so, Za katere platforme pa delajo? PC? Ja, PC, ampak imaš tudi v bistvu, imaš kar nekaj teh predelav za telefone tudi. Ja, tudi pa za Switcha, pa še kar. Ja, mislim, pač malo pogooglaš, malo pogledaš. Ni nek problem z novejšimi Windowsi, da pa nekaj ne. To vse dela, DOSBox je vse deluje. Tudi imaš v bistvu dost starih džabe na teh online brskalniku, naprimer. Tudi to imaš, pa če si malo spretnejši, pa znaš inštalirati Scum, oziroma Scum VM, ne Virtual Machine, potem se ti pa odpre Bonanza, mislim, to je zlata žila, pa ne una tam spodaj. Bonanza. Recimo temu nahajališče res une najboljše rude. Potem se skališ. Bomo dali zapiske od spodaj. Bomo dali linke, absolutno. Ne, jaz sem hotel to reči, jaz ker nisem kaj špil, ampak sem blazno užival v knjigi, jaz moram reči, da je fino napisana, tudi opisi iger so čist zabavni, tudi če niste nikoli igrali, pa nimate pojma. Hkrati pa mislim, da tako, kot sem rekel, vidi se neka zgodovina videoiger, kar je, mislim, da čist dovolj zanimivo. Tudi za tiste, ki danes igrate kaj novega, pa mogoče niste poznali tega, ker ste pač rojeni po besedilih. Ko so bile knjige, samo še v knjižnicah, neki templi za starce. To sem hotel reči. Je nek urednik na Cankarju zelo žvijo. Hvala, Sneti, da me prevajaš. To je poklice deformacija. Vidim. Marci katero deformacijo tle, ne sem poklicno. Skratka, rubrika, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo. Sergej, ti si prvi na vrsti. Kaj špilaš za zadnje cajte, recimo? Špilam Prince of Persia The Lost Crown, ko bo opis in naslednji jazbini, vse o Prince of Persia. Pa Tekken 8 sem jih danes inštaliral in se zelo veselim, da bom zbutal Mario of Anglo rit. Če to poslušaš, boš, da nas studiraš tistega svojega suhladga Huaranga, ker prihaja Pavle. Pavle. Paul. Paul, okay. Pavle, kaj? To ni tako grozno, kot Pavle. Pavle, če si grozno. Si kaj pogledal takega, prebral, kar bi še priporočil? Ja, gledal sem do polovice šele sicer Aquamana in je dejansko po vseh teh bedah od Marvelov in ne vem česa, ne? Do zdaj sem bil kot tako, mogoče pa bom zdržal do konca. Aquamana tega novega. Zdajšnjega. Zdaj bomo izklopili mikrofon. I did it again. Oh boy. Ampak ne morem verjetno. Bi pa rad upozoril na en zelo dober film One More Shot. In to je drugi del, prvi del je One Shot, seveda igra Scott Atkins, in je dve zelo lušti to akcijadista, ki sta narejeni malo pofekano, ampak moraš prav gledati, kje sta pofekano, kukar en kader, ne. In je tako malo die hardiš, ne, ampak tako uživaš, ne, tepemo, streljamo slabe teroriste in to, ampak je dobro. Obstajajo dobri teroristi. Ja, dobri teroristi so. Alan Rickman je bil vedno dober terorist. Resistance Fighters. Resistance. Zanj se ljo, to so dobri. The British Airmen. Zakaj še bavimo tega Sneti? Če ne bi vedel, da je
Aquaman 2 dober film. Ja, Ne Res bi je. vedel. to, da si ga gledal, ti Ja, nič ne živel pove. bi v zmoti. Živel bi v zmoti. Grozni zmoti živim. Ej, pa ne bi vedel za one shot in one more shot. To pa nisem vedel. Zapisal Ja. si. To sem pa zapisal. Ja. No, vidiš, prosim, lepo. Okay. Hvala, nimaš več pravice do besede. Ja, zavedno se poslavljam iz tega podcasta. Igor, kaj si ti pogledal, prav zadnje cajte? Okay, žanrskega sem sledil Mitotovemu na svetu in pogledal, da je klon Tyrone in je very nice. Ja, ne. Yes. Ja. Film je bil všeč, ful je inovativen, ful je smešen. Res, ful priporočam na Netflixu, je tako da to. Gledal sem slovenski film Gepek, ki je nov hit, očitno glede na to, da ima danes že razprodane projekcije. Fuken je, ampak tak je, film je posnel tip, ki je najbolj popularen TikToker in koliko sem to povedal, film ni niti malo TikToku podoben, film je klasičnim filmom podoben, očitno se zgleduje po Spielbergu pa Scorseseju in je tehnično dovršen totalno, glede na to, da ga je naredil nekdo, ki ne samo nima AGRFT-ja, ampak tudi nima opreme in je sam vse financiral. In se je naučil zraven delati z igralci in vse to in v glavnem mu je ratalo. No. Vmes je en 2-minutni kader, ki je not v nightclubu na štuku posnet in ima koreografijo ala Goodfellas, se vidi, da se potem zgleduje, sem pa tja hodijo in je prav tehnično ne. Štorija je, da grejo 4 kolegi na morje, pa eden od njih še ne vede ostalim šverca drogo, pa vse je skupaj povezano z eno bejbo, pa z javšnikom, pa glavnem, ful stvari. Konc je mal cheesy, ampak lušen film, ful priporočam. Pa gledal sem najbolj popularen film preden tale pride ven leta in to je rom-com Anyone But You. In tudi ful priporočam, ker je res vredo rom-com in se vidi, ko se potrudijo ljudje, pa si vzamejo vredu osnovo, ki je basically remake Much Ado About Nothing, samo funny. Okay. Shakespeare je tudi funny, ampak je zdaj danes gledaš, je tako malo bolj intelektualistično funny, tu pa je zelo tako popreproščeno, ampak na vredu način, pa Sydney Sweeney zna igrati. No. Tako da to berem še naprej, Hyperion, pa Consider Fables, pa je slow burn, pa nisem čist happy, ampak menim, da je klasike treba prebrati, pa fajtamo naprej. You had to ruin it. Ja. Mito? Priporočam Beef na podlagi teh Emmy nominacij in nagrad. Žegi. Beef kot zamera. Yeah. Na Netflixu je, v bistvu sem zdaj pri 7., 8. delu. In je full fina zadeva, dobro posneta, dobro odigrana, lep humor je noter, pa dejansko ena proper zamera. Priporočam. Beef. Yeah. Super, hvala Mito, jaz imam 3 zadeve zelo na hitro. Criminal Minds 16. sezono sem pogledal, zato ker sem pogledal prejšnje, ne bomo se ukvarjali s tem zakaj, ampak ni čisto za nič. Tu pa tam sem celo pogledal na ekran in zelo ok. Aljoša, če sem jaz lahko nehal Grey's Anatomy gledati. Lahko tudi ti zmoreš tole nekaj gledati. Ne vem, če. Ni, njemu še intervencija ne pomaga. Skratka, je ena krovna zgodba to, najbolj pa me razžalostilo, ker zgleda, da bo še ena sezona. Potem sem pogledal What If, drugo sezono, ki je boljša od prve. To bom rekel, tudi animacija, zgodbe so boljše od prve. Čeprav je dost takih res za hardcore Marvel fane, se pravi, samo neki si zamislijo mal drugač, pa neki liki so, če ne gledate, nimate pojma, kaj ne bi bilo zabavno in tako. Torej za nas je in za naše poslušalce. Vse je zabavno, vse. To je najboljše. In potem sem pogledal še Star Trek Lower Decks 4. sezono, skratka, zdaj sem pogledal vse in 4. je po mojem mnenju celo najboljša. Ima malo enokrovno zgodbo,
full teh inside jokov in meni super. Za me je to eden najboljših Star Trekov. Rato, no? Super. Pa bom s četrto začel. Ne, ljudi, ne. To je bila že naša 177. To boldly going. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mebot, podcast za serije, filme, resnike, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža aparatov. Z vami smo bili Sergej Fergazar, hvala, Igor Pirat Harp, Mito, ljudje shranjujte Gegič in Aljoša, jaz nisem nič igral Harlamo. Tole epizodo smo posneli v kinogledališču Bežigrad. Če gledate film v kinogledališču Bežigrad, ga gledate v centru z dobrimi kokecami in pivom. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno ceno na Apple Podcasts ali Spotifyju, spremljate platformo Aparatov z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če se boste v naslednjih dneh postavili pred monitor in 3-krat na glas izgovorili igrice, se bo prikazal sneti in vam dal eno okrog ušes. Ne recite, da vas nismo opozorili. Na Twitterju nas najdete kot @podcastabot, na Facebooku in Instagramu kot podcast.com, obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu te objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo o vsem tekočih epizodah, o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajce, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti. Zadnje tedne vem malo manj, ampak bomo spet začeli. In tja lahko usmerite vse vprašanje, pripombe, komentarje, predlog za snetje v naslednjo knjigo, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 177. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda 6. sezone je Valentinov special, ki bo letos posvečen seriji Sex Education, da se pripravite tako ali drugače. Se torej poslušamo takrat. Hvala vam za vašo pozornost. Game over, man. Kako ste me prekinjali?